bi se v imenu organizatorjev najprej res zahvalil vsem referentom, vsem sodelujočim, predvsem pa bi rad povedal to, da ne pozabimo zlasti za referente. Imamo, kot sem rekel že uvodoma, resno ambicijo vse to, kar smo danes slišali, izdati v knjižni monografski obliki, oziroma ne v knjižni obliki. Odločitev uredništva znanstvene revije Prispevki za novejšo zgodovino, ki jo izdaja naš inštitut, je, da bomo drugo leto pripravili posebno tematsko številko prispevkov za novejšo zgodovino in zato vse avtorje že zdaj vabim in hkrati opozarjam, da bi do konca marca prihodnje leto, natančne še navodila še sledijo, pripravili svoje razprave v ustrezni obliki, kakršnikoli obliki, že bodi si v obliki znanstvene razprave, bodi si v obliki referata, tudi take rubrike imamo, lahko tudi dokumente priložimo, potem se bomo še natančne dogovorili, tako da bi nekje v drugi polovici letošnjega leta, ob 101. obletnici najkasneje Narodne vlade, brali o tem, kar smo danes slišali. Zdaj pa še enkrat hvala lepa in naprej za razpravo. No, zdaj pa gremo k razpravi. Ta pravica do razprave ni sakrosanktna, žal pa je namen takega srečanja, da se še kaj ljudje pogovorijo, zato vas vabim, da se oglasite, bodi si z vprašanji, bodi si z komentarji. Jaz samo kratko kolegu Roku. Milčinski potem 2. novembra 18 piše, da je plača prišla. Ja. Potem, kar se ti kot zanimivost, da se doda, potem recimo ena anekdotična stvar iz njegovega dnevnika je, ko pravi, ko piše, dr. Fetih pravi, fantek vpraša punčko, kaj je to Jugoslavija? Ona reče, Jugoslavija je to, da bomo mi jedli beli žemlje, Nemci pa črn kruh, vse se spomniš teh citatov, ne? Zelo zanimiva je pa zanimiv Milčinskijev zapis iz 15. julija 1917, ko sreča Ivana Cankarja, Mačken je bil potrjen Cankar, in v takrat reče mu izjave, kako je sila vesel naše Slovenije. Zdaj pa mesec in pol po majniške deklaracije. Kako je Cankar doživel v tisti čas pa to deklaracijo? Dr. Gabič. Škoda pri profesor Krandič, pa mogoče sem to, da so si seveda tudi drugi prizadevali za knjižnice ali tako imenovano knjižnično gradivo, ker sem se spomnil, da sem njega poslušal tudi Milan Škrlj. Ko sem mu po razpadu Avstro-Ogrske predlagali tista založba, ki mu je izdala knjigo o trgovinskem in meničnem pravu, torej mislim, da je bilo 1906 prvi izdaja, 1909 druga izdaja, in je takoj po razpadu dobil še ponudbo za tretjo izdajo, ali pa od proda avtorske pravice. V nekako spominih zapisal, kdo bo pomagal za tisti papir. Avstrijske krone ali pa jugoslovanske dinare, še neč vemo, če je kaj vrednega. Če je kaj vrednega, kakšen papir je rekel, mi pošeljte pa zaloge vaših knjig, to je bilo manj svrlah, kar pomeni, to je bila tista založba, ki je od konca 19. stoletja sistematično izdajala brošuro v velikih nakladah, torej cenejše variante, vse avstrijske zakonodaje, to je bila cela Avstrija s knjigami iz te založbe. Sem pa samo malo pogledal po Kobisu, če se kje najdejo, kje manj stvarlah, da bi videl, kar mogoče ta njegova knjižnica šla, ker očitno je potem to on sabo prinesel tudi še eno svojo, bom rekel, zalogo avstrijske juridične literature. Da so očitno ti ljudje vedeli, da bojo rabili knjižnico tako ali drugače. Oba referendika sta pa tukaj pa mogoče eno to vprašanje, pravzaprav je voda. Efektivnost oblasti, ja ali ne? Profesor, vi ste rekli, da po vašem mnenju, da se je dejansko malo razširjena Kranjska, ne? Zdaj, po čem to sklepate, ker jaz bom tako rekel, jaz sem pač, ker sem pregledal to šolsko področje, dejansko tisto, kar centrala, kar poverjeništvo piše, da jih dobijo v enem tednu odgovore od okrajnih šolskih svetov, dejansko celo Južne Štajerske, tudi iz dela Koroške, seveda iz Primorske pa postopoma neha prihajati, ukinili so nam šolo. Torej, jaz vse mislim, da vse deželjne meje, da so bile pravzaprav že, če gledam vse to komuniciranje, že kar novembra 18 presežene. Rok, ko praviš tisto, da zopet, da država funkcionira ali ne nova, torej, ali ima efektivno oblast na svojem ozemlju, ali ne, sem se tako sprašal, že ko smo se na prejšnjem simpoziju pogovarjali. Konec koncev, ta prehod velike armade iz Soške fronte prek tega ozemlja je potekal relativno mirno, brez običajnih ekscesov, ki se ob takšnih vojaških poteh dogajajo. To zame vseeno nakazuje na določen sistem, ki funkcionira.
Ali kako? Seveda, efektivna oblast, jasno, to smo isto bili pri razpadu nekdanje Jugoslavije. Postali smo neodvisni in v bistvu tudi efektivno neodvisna je postala Slovenija 25. junija, kar je konec koncev dokazala tudi s tem, da nikoli ure ni nazaj obrnila in ne bo šla zdaj na uresničevanje julijskega memoranduma in tako naprej. Mi smo tudi pogodbe vse nasledili s 25.6.1991 mednarodne pogodbe. To se pravi, da to tudi se ne zgodi naenkrat. Vemo pa, da smo denarno osamosvojitev nesporno dosegli šele oktobra. Mislim, da prav 8. oktobra z iztekom, takrat enkrat z iztekom memoranduma. Vojska je šla novembra. To se pravi, da to v bistvu čez en presek ne morete gledati. Jaz sem zdaj res, pravzaprav prvič se lotila, to ni plod mojega 10-letnega poročevanja, tako kot nekaterih izmed vas. Jaz sem se tega prvič lotila relativno v kratkem času, ampak zdaj vam želim pokazati razmišljanje mednarodnega pravnika, kadar ima malo časa. V uredbi piše: Kranjska, Goriška, slovenski del Istre, mesto Trst z okolico, Štajerska, Koroška. Vkolikor so del države SRS. Še pod tem pogojem. Ja, seveda, in efektivno je potem Kranjska pa Štajerska. No, in jaz sem zdaj, moja teza pa je izhajanje iz efektivne oblasti. To se pravi, ne posameznik iz sebe, ampak efektivna oblast, kjer ti dejansko obvladaš, kot se mi zdi, Petelin rekel, dovolj vzdrževanje javnega reda, kar ima v bistvu s to vašo tezo tega strašnega premika vojske. In zdaj poglejmo, in zato je majster toliko bil pomemben, ker se je potem še gor polinil do Špilje Rab in dosegel pravi vojaški sporazum v smislu mednarodnega prava, ker je bil za to pooblaščen, ker je bil še formalno vojna in on je bil vojaški poveljnik, recimo pač teh oblasti, ki so to efektivno oblasti iz Ljubljane izvrševali. Ampak jaz se zdaj od tega vprašam, kje mi tu lahko z vidika državne oblasti govorimo o efektivni oblasti. Jaz sem nekako res grdno šla na to, italijanska vojska je prišla v Vrhnike in se je potem pač umaknila s tisto znano operacijo, oziroma akcijo, ki jo vsi bolje poznate od mene, ampak ona je po pogojih premirja, ker besedilo premirja sem se pogledala brez skrbi. Ona je po pogojih premirja bila upravičena za sest mejno črto po Londonskem paktu. In to pomeni razvodje Črno morje, Jadransko morje. In dobila je še celo več, dobro to nikoli, dobila je celo Trbiž, ki je bil, ampak nas pač ne zadeva toliko. To se pravi, da nekje je zasedla in dobila celo več. In izhajajoč iz tega, da se je pravzaprav Italija pomaknila in zato je bila tudi upravičena že nekako do tega dela, to se pravi, ne moramo pol govoriti o slovenskih del Istre, to so itak geografski pojmi, so vsi velik problem. Jaz danes nisem hotela tega vprašanja odpirati, ampak jaz sem imela zelo veliko problemov, ker sem pripravljala to svoje predavanje tudi z geografskimi imeni, ker nekateri so politično ali pa administrativno opremljivi, nekateri pa ne. Tu imamo Julijsko, potem kasneje dobimo, tu imamo najprej avstrijsko primorje, potem imamo Istro, ki je v okviru del avstrijskega primorja, potem dobimo po letu 1920 oziroma ko Italija razširi svojo suverenost, dobimo Julijsko krajino, potem se pogovarjamo o slovenski, primorski, mislim, tako hočem reči, cel kup tu se je zelo zanimivo, se jim oddaje zvrš skupen del, da tudi te geografsko-politične forme razširimo, ampak jaz sem šla tle enostavno po
po logiki tega, kje je zdaj res ta narodna vlada, upravna oblast v smislu, če bi uporabljala angleški izraz, sem zelo premišljala, ali bi bilo to jurisdiction ali bi bilo authority. In bi potem jaz kar šla raje na authority, kot na jurisdiction, ki se mi zdi nekoliko nižja. Ampak vseeno v tem smislu, kjer je pač to pokrivala, sem potem pač prišla na zelo malo pošrek, ampak sem pač prišla do Kranjske z Štajersko. Zgodbo Koroške pa je tako si bolj spoznati od mene. Tako da hvala lepa. Ja, stvari se seveda tukaj nedvomno odvijajo in kakšen je rezultat vemo, ampak kar jaz želim poudariti to, da v trenutku, ko so se stvari dogajale, ta rezultat ni bil edini mogoč in ni bil naprej znan. Stvari, ki smo jih danes poslušali, tudi o tem govorijo, da se nekaj pripravlja in da je en izmed mogočih rezultatov tudi razpad Habsburške monarhije, je bilo seveda jasno že nekaj časa. In Škerla, ki smo ga danes omenili, lahko tukaj navedemo, on v teh svojih spominih prav, da smo mu ponudili Leopoldov red, tam enkrat v letu 18, pa je rekel, dajte mi rajš višjo plačo, ker če bom dobil Leopoldov red, pa se bom potem vrnil, bom imel lahko s tem težave, višjo plačo, oziroma višji uradniški razred, bom pa sabo mesel. Ampak to seveda ne pomeni, da je bilo to nujno, da se bo to zgodilo. In jaz v slovenski historiografiji vendarle vidim mečkrat preveč tega, da se zdi, kot da je to ta dolgi marš proti samostojni Sloveniji, tako rekoč, ki se začne že Bog ve kdaj, in da je to samo ena etapa in da je nujno bilo, da se je tako zgodilo. Jaz vidim v tem času, če berem vere in prebral sem jih seveda še precej več, ne samo Milčinskega, vidim predvsem eno precej dolgo obdobje, ko marsikaj ni bilo jasno. Ko kdo je oblast, ni bilo jasno, ko ni bilo jasno, kje ta oblast ima možnost izvrševati to svojo oblast, ko ni bilo jasno, kam se bo to naprej razvilo. Mislim, če beremo časopise, ki so zelo problematični, pa vendarle tistega časa, beremo o tem, da bojo prišli za dinaste neki konati iz Britanije, da so Karadžordževići ena izmed možnosti, da je združitev s Srbijo seveda ena izmed opcij, ki so na mizi, ampak ne edina. O vrnitvi Habsburžanov se špekulira še zelo dolgo časa, vemo, da so tudi poskusila, ne na področju Slovenije, ampak na Madžarskem nekoliko pozneje. Vemo, da zavezniške, to je Peterski objavil, misije oziroma agenti, ki hodijo ameriški, britanski po terenu, po Štajerskem, sprašujejo ljudi, pa jim oni razlagajo, da hočejo Avstrijo nazaj, in vemo, da so tam eksponenti politični, ki si želijo priključitve k nemški Avstriji. Jaz mislim, da je to treba bolj resno obravnavati, ne kot nekaj, kar je bilo samo ena mala tista luknja na cesti, v katero zapelješ z gumo, pa te rahlo zmoti, ampak dejansko mogoče alternative. Ne nujno najbolj mogoče, ne najbolj verjetno, ampak kot mogoče alternative, zlasti, če se še enkrat postavimo perspektivo sodobnikov. Za tistega Milčinskega ali pa za koga drugega so bile to vse stvari, o katerih se je mogel on v tistem trenutku odločati in mu ni bilo jasno, kaj se bo zgodilo. To pa si upam reči. In mislim, da je treba to perspektivo bolj upoštevati. To pa ne zanika, da se je seveda nekaj dejansko zgodilo in ne nekaj drugega. Jaz bi sam, opustite, da si sam jebem besedo, ampak nekaj bi dodal, ker je obstajalo dejansko nekaj mesecev dvovladje. Vi ste imeli stare organe oblasti, pa že tudi nove organe oblasti. Recimo, kolikor sem se jaz na podlagi tega, kar sem videl, bi rekel, recimo, da je glede preskrbe prebivalstva so že novi organi delovali in da so jih stari organi kar pustili delati, ker to je bilo najtežje delo v tistem času. Ob neki priložnosti sem celo rekel, da glede Koroške, tistega dela Koroške, ki je ostala v Jugoslaviji, da to ni bilo tisto ozemlje, ki bi bilo zasedeno, ampak tisto ozemlje, ki je bilo skrbljeno s hrano, ker iz zapisnikov narodne vlade vidimo, da pošiljajo tja hrano. Ker pač en kriterij je, oblasti je, da prehraniš tudi prebivalstvo, vzdržuješ. Ravno za Koroško je tudi tam ena opomba, tam je anarhija,
prosijo za pomoč, vojaško pomoč konkretno. Ne. Se pravi, tukaj gre za dvovladje. In zelo mi je bilo pa všeč, ne, da vi opozarjate, da vsi niso bili tega mnenja, da bi šli v Jugoslavijo. Ne. In tukaj se meni zdi, glede na to, da malo bolj poznam eno zadevo. V Združenih državah Amerike pa je tega že 200 let, ko so se odcepili od Anglije, ne, je še zmeraj zamolčano, koliko je bilo tistih Američanov, ki niso bili zadovoljni, ki so šli v Kanado in stvar je lepo opravljena. Imenujejo jih Kanadčane, imenovani so. Zakaj? Kaj se za tem skriva, pa nihče ne pove. Ne? Se pravi, zelo se strinjam, stvar je bila dvorezna. Če bi šlo v drugo smer, bi se najbolj izkazali do podpornikov tistih, da ostanejo v Avstriji, bistveno več, kot imamo vtis, potem ko je šel tok v drugo smer. In dejansko, kolikor jaz spremljam zgodovinopisje, je tako, ne? Če gledate nazaj, dolg časa so iskali tiste poteze, ki so peljale k sklepu združitev Jugoslovanov v eno državo, bil naravni potek tega, da zdaj pa iščejo druge stvari. Gre se pa Mihajlo obrnilo, je pa vedno več tistih podatkov, kako so bili nezadovoljni, kako so želeli preči in tako naprej. Ampak to je nekaj, kar traja, do streznitve prihaja ponavadi zelo počasi, in seveda marsikdaj so od tega tudi odvisne službe, dohodki in tako naprej, kako gledamo na preteklost. Hvala lepa. Lahko še jaz? Samo k temu bi dodal, oskrba s hrano se mi zdi zelo pomemben element, ker ta federalizacija katoliške monarhije, ki je potem seveda se končala z razpadom, se že med vojno začne ravno preko oskrbe s hrano. Peter Judson, pa Claire Moyle-Gregorov, pa še kdo so pozorili na to, da država, ker ne uspe oskrbovati prebivalstva s hrano, se med vojno začne umikati z tega področja in to prepušča dobrodelnim organizacijam. Ampak te dobrodelne organizacije so bile pa nacionalistične dobrodelne organizacije. In to je dejansko ljudi zmeraj bolj nacionaliziralo, zato ker je bila njihova oskrba vsakodnevna s hrano odvisna od nacionalistov, ne več od države. In njihova navezanost na monarhijo je se s tem tudi zmanjševala. Ker seveda ta navezanost ni bila neka stvar srca in čustev v nekem delu, gotovo, ampak predtem pa ne, ampak stvar nekih realnih interesov. In te realnih interesi so bili zmeraj manjši. Ti si dobil hrano od češke nacionalistične organizacije, ne več od države. In ta proces se je začel. Seveda pa to še vedno ne pomeni, da se bi moral nujno končati tako, kot se je. Država tega seveda ni načrtovala. To je bilo nekaj, kar je bil efektivni ukrep. Pa še eno stvar bi samo dodal, ko govorimo o tistih, ki so si želeli Jugoslavijo, pa kakšno, ali pa tistih, ki si jo niso, predvsem se mi zdi, da je treba upoštevati nekaj. Jaz bi si upal reči, veliko večino prebivalstva je zanimal samo predvsem konec vojne in sicer ne glede na to, v kateri državi. In zelo pomemben del prebivalstva je pa zanimala ena druga revolucija, ne nacionalna, ampak socialna revolucija. To je tisto, kar sem že omenil danes, zeleni kadri in druge te različno organizirane skupine, ki se potikajo po podeželju. To so zelo močen element, ki nakazuje na en zelo velik socialni nemir. Ne smemo seveda pozabiti, da je to čas po oktobrski revoluciji in tako naprej, in da so do teh revolucij dejansko marsikje v Evropi v tistem času ali pa malo s tem prišlo. In tukaj je tudi bil zelo močen potencial. Jaz se opravičujem samo. Jaz bom mogel iti, ker imam ena predavanja na faksu čez 20 minut. Jaz na hitrcu samo, seveda zdaj se bom navezal na to, kar se je rekel, ampak subjektivnega dejavnika, ki bi to nezadovoljstvo socialno kanaliziral, ni bilo, se je to sam Pripelur piše v svojih spominih, ni bilo neke organizirane politične sile, ki bi oblikovala, ki bi formirala nekaj tisoč ljudi v udarno oboroženo silo in bi potem prevzela oblast v deželi. Tako da to... Nekih monarhistov, ki bi se organizirali. Ja, ampak ni bilo. Zdaj pa, kar se tiče dolgega marša, jaz bi takole rekel, mi danes smo razpravljali o tistem, kar je v zgodovini ostalo, kar se je zgodilo, tako kot se je zgodilo,
In seveda, danes po 100 letih mi lahko iščemo, ko gledamo nazaj, kaj so pa Slovenci v smislu državotvornosti, pa te sposobnosti in tako naprej, ali pa tedanjega časa dosegli. To je to, ampak to ni sestavni del dolgega marša, planiranega, projektiranega narodno-političnega razvoja, ampak gola zgodovinsko dejstvo, ki ga moramo detektirati in osmisliti ter opredeliti. To je vse, ne pa kot sestavnica neke linearne zgodovinske zgodbe. Tukaj sem bil mogoče jaz narobe razumljen, če se meni mislil pri temu, ampak tega in to je samo golo dejstvo, ki se ga pač da v mozaik slovenske zgodovine 20. stoletja, to je vse in se ga potem opazuje z različnih položajev zgodovinskih, danes smo ga pač iz tega položaja, kakor ga opredeli naš simpozij. Kaj bi bilo še, kar se tiče efektivne, veste, jaz sem mislil, če lahko se na vašo razpravo navežem, se pa na koncu ste povedali tisto, kar pravzaprav jaz skozi trdim, namreč efektivna oblast, pa slovenska oblast je bila bolj ali manj na Kranjskem ter na Slovenskem Štajerskem. To je to. To ne pomeni, da je bila zdaj narodna vlada, te teze ni, da bi bila neki mednarodni subjekt. Absolutno ne. Ne, seveda, da ne more biti, ali pa da bi bila Slovenija mednarodni subjekt. Ne, gre za to, da je imela svojo samostojnost v okviru države SHS. To je to. Ne, še celo moja teza, če boste, čisto na kratko. Jaz sem potrebovala ozemlje, da sem sploh lahko šla na navezo subjektivitete, ker vlada je lahko samo priznana, nepriznana, efektivna, neefektivna. Vlada je vedno v okviru nekega ozemlja, ki je država, kvazi država, bo država. In zato sem dala tak poudarek načela efektivnosti dela ozemlja, s katerim je upravljala narodna vlada in na tem delu ozemlja. In to sem rekla, Kranjska pa del Štajerske, kjer je takrat že lahko v načelu efektivnosti Pujmajster zasedel že lahko štejemo tudi Štajersko. Sej to je bilo pripisljivo v bistvu kraljevini, državi SHS oziroma narodni vladi pod njeno pristojnostjo, ki je bila. To sem jaz pozabila, ker sem hitela, ker je bila v konfederalnem odnosu, to sem pa od zgodovinarjev ves pobrala in to sprejemam. In zato jaz vidim del ozemlja, na katerem je začasno delovala tudi efektivno tudi narodna vlada z upravno oblastjo. V tem delu bi lahko govorili o nekem de facto omejeni subjektiviteti v okviru države. Še dr. Čepič je imel roko v zraku. Ne, sam glede efektivnosti ali učinkovitosti vlade bom citiral samo že prej omenjenega Prepeluha. On je jasno napisal, ljudstvo je zelo trpelo, ni se je pa balo. Ne, on je napisal ljudstvo, kako je že napisal, ljudstvo jih je trpelo, balo pa se jih ni. Še kdo se priglaša k besedi? No, mogoče nam že prej se priglasila. Dajmo končati z Milčinskim. No, jaz se spomnim, mogoče ne čisto do dneva natančno, ampak tam 30.31. je bil zapis njegov dnevnik in to kaže, kako so Ljubljančani, navadni Ljubljančani, ki so hodili ven in počeli do krčme, in so pa policijsko uro, se spomnite tega zapisa, kako so doživljali oblast. Tudi danes rečemo oblast, aha, policaj na cesti. Prišel je žandar v krčmo, ob uri, ne vem, 8 ura, odprl vrata, vsi so se mu samo nasmejali, on jih je zaprl in v tem smislu, avstrijske oblasti v tem smislu niso več priznava. No, rečemo, pomalo tudi posplošno, ne? Sicer pa zakaj ne bi se bali svoje oblasti? Ne, isto tako, ja.